Razlog za to naše srečanje je seveda obnovitev te farne oziroma te podružne cerkvice svetega Jurija, ki smo jo v zadnjih 2 letih obnovili. Ideja za obnovo je prišla pred 3 leti, ko smo gledali zvonik, ki je bil izkodelj, pa je, ko si je pogledal, se je svetilo skozi kot ribniško rešeto. Tako da smo rekli, predno bo se ostrešje uničilo, je prav, da to poskrbimo, za to, da bo streha držala tako, kot je. In potem so skupaj s ključarji pristopili k obnovi. No, ko smo pa imeli že nekako streho narejeno, je pa prišla ideja, da bi pa še pobelili spotoma, ker smo imeli že oder, pa še znotraj, tako da je sedaj v bistvu celoti cerkvica obnovljena. Za zahvale potem bom se zahvaljeval na koncu. Skratka, kratka pot, 3-letna pot obnove te cerkvice, veliko je bilo postorjene tudi okolice in na ta način tudi danes se veselimo skupaj s svetim Jurijem, ki je tudi pripomogel, da smo se lahko takole zbrali v takem številu. Pa še enkrat dobrodošli med nami, gospod Načkov. Spoštovani gospod župnik Marko, kaplan Matej, nadškofijski tajnik Boštjan, draga ministranska vrsta, dragi pevci, pritrkovalci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre, na nek način bi lahko rekli, dragi romarji, danes sem k svetemu Juriju. V cerkvi na oltarju je kip svetega Jurija, ki je godoval 23. Na istem oltarju je kip svetega evangelista Marka, ki je godoval 25. In takrat je godoval tudi naš župnik Marko, ki mu čestitamo ob tem njegovem praznovanju. Naj ga Gospod blagoslavlja, naj ga podpira, naj ga krepi v njegovem navdušenem služenju Božjemu ljudstvu. Romarju sem k svetemu Juriju. Zakaj? Najprej, dragi bratje in sestre, zato, da bi okrepili svojo vero. Ta cerkvica ima častitljivo preteklost. 800 in več let nazaj segajo začetki tega Božjega hrama tukaj, na tem vrhu. In kot takšna nam govori o veri ljudi skozi stoletja, o veri vaših prednikov skozi rodove in rodove. Kajti cerkvico na takšnem kraju so mogli zgraditi samo iz globoke in trdne vere, iz tistega spoznanja, da potrebujejo znamenja Božje navzočnosti in Božjega delovanja med njimi, da potrebujejo Božjo pomoč v različnih stiskah in preizkušnjah življenja, vsem tistem, kar je šlo čez našo deželo v preteklosti. In da potrebujejo Božjo moč in spodbudo, da bodo sami v teh vaseh, v zaselkih, tot okrog, mogli živeti kot dobri ljudje, kot dobri sosedje, kot dobri kristjani. Zato smo danes hvaležni vsem, ki so z vero skrbeli za to cerkvico in jo vzdrževali. Trdno sem prepričan, da niso bili vedno lahki časi. In da bi, če bi čakali samo na ugodne čase, danes tukaj imeli ruševino, morda niti več kamen na kamnu. Ampak, ker so ljudje v vsakih časih, v ugodnih in neugodnih okoliščinah naredili tisto, kar je potrebno, ste tudi vi
v tem času, kako smo slišali na začetku župnika Marka, poskrbeli za to, da bo ta cerkvica še naprej pričala ne samo o veri vaših prednikov, pač pa tudi o veri sedanjega in upajmo tudi prihodnjih rodov. In zato smo tukaj, da okrepimo svojo vero. Zakaj je to tako pomembno, dragi bratje in sestre? Ko potujemo po naši slovenski deželi, vse povsod srečujemo znamenje Božjega. Sam pri sebi mislim, da je to dokaz, da je naša dežela pokristjanjena. Zdaj pa gre za to, da mi, ki se ob teh znamenjih napajamo, poglabljamo svojo vero, da mi začnemo prenašati evangelij. Veselo oznanilo našega Gospoda Jezusa Kristusa našemu času, našim bratom in sestram, ki verujejo, drugače verujejo, ne verujejo, vsi potrebujejo to veselo oznanilo, da je Kristus umrl, da je Kristus vstal in da živi. Vsi potrebujemo ta obet prihodnosti. Na kakšen način? Tako, da prisluhnemo Jezusovim besedam iz današnjega evangelija. Gre za Jezusov poslovilni govor pri zadnji večerji. Pravzaprav zadnje besede, s katerimi se poslavlja od svojih učencev, ki bodo morali sedaj živeti brez njegove vidne, otipljive navzočnosti. Zato so njegove besede posebej dragocene za učence tistega časa in za nas, njegove učence današnjega časa. Trta in mladike. Če se po mladikah ne pretaka sok, ki ga trta črpa iz zemlje, potem mladike umrejo. Ne samo, da ne rodijo sadu, ampak se posušijo. In kako smo slišali, vinogradnik mladiko, ki ne rodi, odstrani. Tisto pa, ki rodi sad, utrebi, da rodi še več sadu. In se nam zdi, da že vemo, kdo je takšna suha mladika. Verjamem, da bi vsak izmed nas mimogrede naštel vsaj 5 ljudi, za katere bi rekel, ta je pa suha mladika. In bo zaslužil ogenj. Bog bo poskrbel za to. Ampak Jezus ne govori o tem. Jezus govori o svojih učencih, ki jih oče obrezuje zato, da bi rodili več sadu. Zato nas Jezus vabi, da ob tej priliki o trti in mladikah pomislimo, kaj je v meni, kaj je na meni suhega, nerodovitnega, kar bo potrebno odstraniti zato, da bomo v resnici rodili sad evangelija, sad vere. Kaj je v meni sebičnega, vase zagledanega, kaj je v meni pohlepnega, kaj je v meni morda nevernega. Vse to je tisto, kar je suho in ne rodi sadu. In to moramo odstraniti, če začnemo besede Jezusa Kristusa jemati zares. Kdor ostane v meni in jaz ostanem v njem, ta obrodi sad. Je Jezus v nas? Je vsak dan njegova beseda v mojih mislih in v mojem srcu? Je njegov evangelij tisti, ki odloča o tem, katero izbiro bomo izbrali, zakaj se bomo odločili?
je Jezusova beseda v nas dovolj živa, da se odločamo za to, kar vemo, da je Božja volja. In ne zato, ker je lažje, ker je bolj koristno, ne zato, kar svet ponuja, kar je morda moderno. Božja beseda, ki živi v nas. Molitev, s katero delamo prostor za življenje vere. Tukaj smo pravzaprav na nedeljo svetega Jurija, ki je, kot rečeno, praznoval 23. In sveti Jurij nam more na zelo, zelo preprost in jasen način pokazati, kako naj človek živi. Najprej nam Jurij govori kot vojak. Človek bi najprej pomislil, kako je to mogoče, vojak v vojaški opremi, s sulico v roki, pa na glavnem oltarju. Ja. S tem nam Jurij govori, da v vsakem poklicu, čisto v vsakem poklicu, lahko delamo dobro. Lahko izpolnjujemo Božjo voljo. Kakor se lahko zgodi, da v vsakem poklicu lahko izberemo tiste poti, ki ne vodijo k Bogu in ki ne vodijo bratom in sestram. In nam najprej sveti Jurij svojo vojaščino sprašuje vest, kako mi opravljamo svoje poklice, kako mi izpolnjujemo Božjo voljo. Potem nas sveti Jurij uči, da se je treba s težavami, z zmajem spoprijeti. Kajti zmaj, na poseben način ga srečujemo v knjigi Razodetja, tam, kjer preži na ženo, ki bo rodila, da bi požrl njenega otroka. In ker je ta otrok rešen, ga zmaj ne dobi. Hoče utopiti v reki vode, ki jo bruhne, ženo. Ampak ženo obvaruje puščava. Zmaj. Tudi danes, v tem našem času, zmaj pokončuje ljudi. Zmaj mori. Mori dobesedno. Mori nerojene. In se to razglaša, da je to pravica. Ali mi je že kdaj prišlo zelo, zelo močno na misel, da je ubiti človeka pravica. In da je to napredno. Ne, to je pošastno. In sedaj se pogovarjamo o tem, da bo ubiti starega človeka. Dostojanstvena smrt. Lajšanje trpljenja. Kakšno lajšanje trpljenja, če ga boš umoril? In spet, pravica in napredno. Ne, to je pogansko. To je nehumano, nečloveško. Ali je v nas dovolj Božjega življenja, da smo v vsakem trenutku pripravljeni temu zmaju reči ne, kakor je to storil sveti Jurij? Do Jurija so zmaju žrtvovali otroke, mlada dekleta. On pa je rekel ne in je pokončal tega zmaja. Ali je v nas dovolj jasna, čista, 5. Božja zapoved? Ne ubijaj. Absolutno. In da ne dovolimo, da bi v nas vstopila skušnjava, ki se začne takole: ne ubijaj, ja, ampak če pa je tako, ali pa če je tako, ali pa če je še drugače, potem pa ja. Konec. Smo že dali zmaju to, kar hoče požreti.
In mi smo začeli biti hlapci tega zmaja v svojih mislih, v svojem srcu. In zato prosimo danes zavetnika te cerkvice, svetega Jurija, da bi z Božjo pomočjo neustrašno branili življenje vsakega človeka, najmanjšega do najstarejšega, oče nerojenega pa do tistega, ki se poslavlja z tega sveta. Samo na ta način v resnici zaslužimo ime človeška družba, kaj šele kristjani. In zato, da bi to zmogli, v včasih nasprotnih, mrzlih vetrovih časa, bodimo živo povezani s trto, z Jezusom Kristusom. In takšno spoštovanje človeka, spoštovanje življenja, dragi bratje in sestre, to bo tisti najlepši, najbogatejši sad, o katerem govori evangeljska prilika. In v tem bo potem v resnici proslavljen Oče. Ne v lepih besedah, ampak v naših dejanjih za človeka, za nemočne brate in sestre. Amen. Ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sado, nam govori Jezus. In ta sad raste iz molitve. Kakor je Jezus sprejemal očetovo voljo preko molitve in v molitvi dobival moč za zvestobo, tako bomo tudi mi v molitvi dobili moč za pristno krščansko življenje. In zato zmolimo k očetu, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Iskrena hvala najprej gospodu nadškofu, da je... A tudi, dobro, nadškofu Stanislavu Zaretu za darovano svetomašo, pa tudi Boštjanu Prevcu, tajniku, pa seveda gospodu kaplanu in pa vsem, ki ste prispevali, pa tudi pomagali pri obnovi cerkvice svetega Jurija na Glinjeku. Zagotovo bi najprej izpostavil cesarstvo in krovstvo Bučar, ki je glavni izvajalec za strehe, da je bilo prav res kvalitetno in dobro narejeno. Smo lahko res ponosni, da je vse lepo potekalo in da je tudi cerkvica zunaj res tako lepa za pogled. Seveda slikopleskarstvo Razpotnik je prispeval, da je pobarvana zunaj in znotraj, pa tudi okna in polkna na zvoniku in tako naprej. Potem mizarstvo Kos za klopi, nove klopi, noter v cerkvi so nove klopi, tako da tudi mizarstvo Kos je prispeval svoje. Potem arhitektka Lili Vrtovec, ki je določila barvne tone, se pravi cokla, pa fasade, pa znotraj po stenah, tako da je njej gre zahvala, da je barvno sklejeno. Potem kamnoseštvo Lah, ki je prispeval oziroma naredil tlak pred vhodom, se pravi pod zvonikom je urejen tlak. Potem prevozniki in strojniki, Simon Hiršel, Lojze Sladič, Darjen Tomc in Jure Repovš, pa seveda glavna organizatorja, pa tudi motorja obnove, ključarja Karel Vozelj in pa Mirko Kotar, pa seveda organist Jože Kos, ki so usklajevali z vsemi izvajalci, da je stvar tekla, potekala in da je bilo res vse do časa narejeno. Potem sam teren tukaj okrog je pripravil Simon Hiršel v sodelovanju s turističnim društvom Polšnik, pa pomoč pri različnih delih čiščenja, izvedba drenaže okrog cerkve, sekanje dreves,
pa ostalih gospodinjskih del, krajanke in krajani iz Koprivnika, Borovaka, z Glavnice in Velike Preske. Vsem res en velik poklonej. Fotografinja in pa oblikovanje podobic, ki jih boste dobili ob Ofru, je Kulturno društvo Polšnik, fotografije pa prispevala Barbara Bučar, oblikovala pa Špela Pavlič-Kos. Postavitev zunanjih klopin zunanjega oltarja, ki služi za bogoslužje tudi na pohodu, od cerkvice do cerkvice, je prispevalo Turistično društvo Polšnik. Seveda pa gre največja zahvala lastniku zemljišča, kajti zemljišče ni cerkveno, samo cerkev, pa kar je pod cerkvijo. Samo zemljišče pa od Jureta Repovžen, res še posebna hvala njemu, tudi da je bil potrpežljiv z nami, ker smo tolikokrat gor dol hodili, pa da je pustil, da smo lahko te stvari izvedli in naredili tako, kot je potrebno, da je res narejeno kvalitetno in lepo. Res hvala vsem, zagotovo sem še kakšno pozabil. Hvala vsem tistim, ki ste kakorkoli prispevali, tudi z molitvami, gledajte, če ne bi bilo molitev zadaj, pa se stvari lepo iztekle in to je tisto, ta skupnost, to nam daje moč in to nas seveda druži in nas nekako vabi, da dejansko smo povezani med sabo in da to vero naših prednikov, ki so zgradili cerkev, tudi prenašamo naprej. Skratka, res poklone vsem, seveda tudi občini Litija, da ne bom pozabil, in pa županu Franciju Rokavcu, ki je občina prispevala za samo obnovo 4500 evrov, pa še takrat še nekaj zraven tudi za beljenje oziroma beljenje notranjščine cerkve na Polšniku, farne cerkve, pa tudi dvorane v župnišču. Tako da tudi na ta način smo bili deležni finančne pomoči in res hvala tudi občini Litija.